K razpravi se je javil magistr Branko Grims. Prosim. Ja, hvala. Še enkrat se lahko vrnemo na začetek celega tega paketa. Cel ta paket je nastal, bil napisan in bil vložen še pred odločitvijo Ustavnega sodišča v zadevi Patria oziroma sodbi zoper Janeza Janšo samo zato, ker se je hotelo retroaktivno legalizirati tisto vaše protiustavno kršitev človekovih pravic, na katero ste bili opozorjeni, pa ste jo vseeno zagrešili. In pri tem se sklicevati, tako kot smo bili zdajle priče, na, citiram, visoke moralne in etične standarde, ne samo, da bi res rabili tisto pojočo travico v temle parlamentu, o kateri sem že prej govoril, ampak dajmo to malo pogledati z malo smisla za humor, kako je z visokimi moralnimi in etičnimi standardi sedanje koalicije. Končajo se približno tam, kjer se kupuje kakšne rdeče jopice, ali pa če se ukrade kakšna paštetka. Čakajte, to je zelo pomembno, ker je bilo s tem utemeljeno, zakaj bo podpora temu zakonu na tisti strani. Se pravi, moram polemizirati s tem argumentom. Spoštovani, dovolite mi, glede na to, da imam po poslovniku možnost, da posežem v vašo razpravo, vseeno bi prosil, da je fokus razprave tudi, ki se sklicujete na primeroma, vezana na točko 1. Pa še kako je vezan na. Tudi vaše osebno glasovanje, gospod predsedujoči, je bila groba kršitev človekovih pravic in temeljnih ustavnih načel. In če bi veljali visoki moralni in etični standardi vas osebno, gospod predsedujoči, ki ste me zdajle drugič neutemeljeno upozorili, in vseh ostalih, ki ste takrat glasovali za odvzem mandata Janezu Janši, bi vsi osebno odstopili. Tisti trenutek, ko je Ustavno sodišče presodilo, da je bil cel postopek, vključno z vašim ravnanjem, groba kršitev človekovih pravic osebe, za katero gre, to se pravi predsednika SDS Janeza Janše, in volivk in volivcev. Niste odstopili. Brglez, predsednik Državnega zbora, je celo izjavil, da bo prevzel odgovornost. Ko sem ga k temu večkratno pozval, je bilo tisto, kot smo nekoč slišali enega srbskega generala, ne čujem dobrega, In oprostite, dokler tako ravnate v tej koaliciji, lepo vas prosim v imenu ugleda tega parlamenta, ki ga kršite od spred in od zadaj, vsaj ne sklicujte se na visoke moralne in etične standarde, ker nimate nikakršnih ne moralnih, ne etičnih standardov. Kako je v tejle koaliciji in vladi z etičnimi standardi, vam povem še enkrat. Končajo se tam, ko se kupuje kakšne rdeče jopice, ali pa kjer se ukrade kakšna paštetka, če pa nekdo v vladi rukne 20.000 evrov, pol je pa nedotakljiv, pol je pa najboljši v tisti vladi. Tisti pa zavoz arbitražni sporazum, ki se bo ravno kar neslavno končal, tisti je pa sploh nedosegljiv. In vi se sklicujete na visoke moralne in etične standarde. Imam pravico po poslovniku. In tudi pričakujem tukaj, da smo v neki smeri tudi v teh dialogih neko stopno tolerance. Pašteta pa volitve nima primeroma nobene veze. Še enkrat vas prosim in ne silite me, da bom šel skladno s poslovnikom člen 76. Prosim, nadaljujte. Glejte, spoštovani predsedujoči, vi kar nadaljujte z grobimi kršitvami vodenja te seje, kajti to, kar sem jaz povedal, je samo polemika z nečem, kar je nekdo drug povedal kot argument, zakaj bo glasoval za to zakonodajo. Jaz samo to postavljam v pravo luč, s konkretnimi primeri, z dejstvi, ne nekaj kar počes in na pamet z visoko donečim besedami, ampak s konkretnimi primeri in dejstvi. Lahko jih tudi podrobneje razgradim, če boste želeli, in verjemite, da bom to tudi naredil, če bo potrebno. No, zdaj pa gremo naprej. Potem je bilo rečeno, da je to potrebno ker prihaja v tem parlamentu do zmanjšanja zaupanja v demokracijo in v pravno državo. To je spet citat, ga lahko preverite, da je bil to argument spoštovane gospe, ki je prej govorila. Kako je s zmanjšanjem zaupanja v demokracijo v tem parlamentu? Jaz trdim, da nič ni bolj zmanjšalo zaupanja v tem parlamentu kot glasovanje poslank in poslancev, ki je bilo očitno protiustavno, groba kršitev človekovih pravic in ki je bil dejanski temelj za to, da ste s to zakonodajo, ki je danes pred nami, sploh prišli v ta parlament. Ne glede na to, kako zdaj to pakirate, ker vsi vemo, da beseda in mikrofon v parlamentu preneseta očitno vse.
Kar se pa tiče prave države, pa lepo vas prosim, ne samo vaše osebno glasovanje, ki je pomenilo grobo kršitev človekovih pravic in slovenske ustave posamezniku in vsem volivkam in volivcem, ampak tudi ravnanje, vas konkretno, pa vaše vlade, ne, v tem mandatu, s pravno državo nima nobene zveze. Vlada je dala zeleno luč, da je čez Slovenijo grmelo 500 000 ilegalnih migrantov. V nasprotju z slovensko zakonodajo, v nasprotju s veljavnimi za Slovenijo zavezujočimi predpisi. Nekdo si je kar vzel pravico, da eni predpisi pač začasno ne veljajo. Ne? In ne meni potem govoriti o pravni državi. To, kar vi počnete v parlamentu z vašim glasovanjem ali pa vaša vlada s pravno državo, nima absolutno nobene zveze več. Ne? To je samovolja, ne? In groba kršitev človekovih pravic, pravnih pravil, načel pravne države, slovenske zakonodaje in mednarodnih aktov, ki zavezujejo državo Slovenijo in ki bi jih bila vsaka oblast dolžna brezpogojno in dosledno upoštevati, če bi se držali načel pravne države. In zato še enkrat, lepo vas prosim, že zaradi ugleda tega parlamenta, delajte tako naprej, odgovornost za to boste itak prevzeli pred volivci, prej ali slej, ampak nikoli več pa se ne sklicujte na visoke moralne in etične standarde in seveda na zmanjšanje zaupanja v demokracijo in zmanjšanje zaupanja v pravno državo. Tega tako temeljito, tako grdo, tako grobo in tako očitno, kot kršite vi, ni še nikoli nihče počel v tej državi. Ne? In upam, da tudi nikoli več ne bodo ljudje končno spregledali.